prehrana je eden ključnih temeljev za ohranjanje zdravja. Pridelava zdrave ekološke hrane tako postaja pomemben element razvoja kmetijstva tudi v Sloveniji. Na povabilo Inštituta za trajnostni razvoj smo se skupaj z učenci nekaterih ljubljanskih srednjih šol odpravili na ekološko kmetijo v neposredni bližini Ljubljane. Obisk je del evropskega projekta Mind the Gap. Projekt, ki smo mu ohranili angleško ime Mind the Gap, z njim opozarjamo na pomen skupne kmetijske politike, zlasti za varstvo okolja, za kmetijstvo v Evropi pa z našega vidika za ekološko kmetijstvo. In v tem projektu nas je 13 partnerjev, koordinira ga IFOAM EU, to je Mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetijstvo, skupina za Evropsko unijo. Vsak počne malo drugačne stvari, mi v Sloveniji smo se odločili, da bomo ta naš del posvetili srednješolcem in osnovnošolcem, tako da jih peljemo na ekološke kmetije, na ekološke vrtove, da izvejo čim več o kmetijstvu, o hrani in da na ta način spoznavajo stvari, ki so zelo pomembne za njihovo življenje, ampak o katerih mogoče žal premalo izvejo, tako v šoli kot doma. To mi je že zelo všeč, da je zanimanje mladih, da bojo razmišljali o zdravi prehrani, pa kako se to lahko da pridelati. Smo na ekološki kmetiji Studenj v Obrijah pri Ljubljani in za to kmetijo smo se odločili zato, ker je to prva kmetija v mestni občini Ljubljana, ki je postala ekološka. Tudi Inštitut za trajnostni razvoj, s katerega prihajam, je takrat začel z njimi sodelovati in to je bila prva kmetija, ki smo ji s svetovanjem pomagali pri preusmerjanju v ekološko kmetijstvo in je res postala vzorna kmetija. Danes je recimo, to se pravi, če gremo 15 let, ne, in vsako leto je drugačno. Tudi recimo sama prodaja na začetku tržnice, ki so bile bolj tako žalostne, ker nismo vedeli, nismo znali, potem se je pa zmeraj, mislim, da bo vsako leto boljše. Glede sami prodaje ekoloških pridelkov imajo zelo dobro lego, so na obrobju Ljubljane in to je najboljše, kar je možno, tako da tudi za današnji obisk za srednješolce je to zelo zanimivo, ni treba hoditi predaleč, vse lahko vidijo, pa še kdaj se lahko vrnejo potem sami. Danes je veliko govora o ekološkem pridelovanju hrane, a zdi se, da je to še vedno področje, kjer je potrebno orati ledino in kjer uporabnih informacij še vedno ni dovolj. Bi ekološki kmetovalci potrebovali več podpore s strani države? Recimo država pomaga v tem, vse so recimo kot te subvencije, pa to, vse to je res, ne? To je en prispevek. Samo mi smo ves čas govorili, da mi tega, da to sploh ne bi bilo potrebno, ker je to potuha za kmeta. Res. In zdaj določene stvari se grejo samo čez subvencije, čez te dodatke in kmetije nekateri stojijo samo na ta račun. Res pa, da je situacija pač taka, kakršna je in se mora vsak truditi in tudi vsak kmet mora zase poskrbeti, ne čakati, da ga bo država ven vlekla. Gradiva, informacije, vsega tega je ogromno zdaj. Zanimanje za ekološko pridelano hrano pa nenehno narašča, tako v Evropi kot v Sloveniji. Eko se prehranijo glavni mlajši, z majhnimi otroki. So pa starejši, ki doktor reče, ti delš mogo pa malo spremeniti prehrano, življenjski slog, pa laufajo. Starejši, naprej moja generacija, ne, pa laufajo, imate kaj, ne, pa tudi moji sodelavci, časa sem službo hodil, pridejo. Potem sem bolan, jaz sem rekel, malo pozen je, fant, treba prej razmišljati o zdravju, ne takrat, kad je že neki zagrabi, ne. V sproščenem druženju na prostem so se učenci seznanili s postopki ekološke pridelave hrane in izzivi, s katerimi se pridelovalci soočajo. V več kot 15 letih pridobivanja izkušenj in znanja s področja pridelave zdrave hrane so na ekološki kmetiji Studenj ponudili veliko uporabnih nasvetov za mlade ekološke navdušence.
Obenem je bil obisk kmetije tudi priložnost za nastanek zanimivih fotografij. Te so bile namenjene tekmovanju za izbor najboljše ekološke fotografije, ki je potekal v sklopu evropskega projekta Mind the Cap. Učencem je bil predstavljen tudi uspešen projekt dostave zdrave hrane na dom, imenovan Zeleni zabojček. Zeleni zabojček se je že dodobra uveljavil kot način naročanja ekološko pridelane hrane, kar priča nenehno naraščanje zanimanja za tovrstno dostavo. Pridelke pripeljejo z ekoloških kmetij, jih skrbno pregledajo in razporedijo ter poskrbijo za čim hitrejšo dostavo do naročnikov. Kaj pravzaprav mi počnemo? Mi kupujemo zelenjavo in sadje od kmetov, damo zraven kot trgovci še neko maržo, seveda, ker imamo od njih česa živeti, in potem to ponudimo našim naročnikom preko spleta. Vsak naroči pač, kar mu je ljubo. Imamo stranke, ki rečejo, mi pa imeli karkoli boste pripravili za 20 evrov, in mi zložimo vedno znova noter tisto, kar je pač sezonsko, aktualno in tako naprej, raznovrstno, da se ne ponavlja. Po drugi strani pa imamo naročnike, ki pa naročijo enkrat na 3 tedne, pač kadarkoli jih pičijo, en korenček, eno glavo solate, 25 dek stročjega fižola in tako naprej. Naša obrt je taka zelo rokodelska, po eni strani je kar high-tech, tako zajti je, moramo kar dobro podprti, drugače stvari ne delajo. Po drugi strani je pa čisto preprosto zlaganje stvari za bojčke. Prodajamo izključno in samo ekološke stvari od ekološko certificiranih kmetov. Začenši tudi pri studijih, ki ste jih spoznali, in potem smo širili, tako da dejansko imamo zdaj kmete od Prekmurja pa do Primorske, ker je veliko naših strank tudi vrtičkarjev, potem poleg tega prodajamo malo manj, potem to delo to shranjujemo, zmrzujemo, sušimo skupaj z našimi partnerji in potem to pozimi prodajamo. Nikoli pa pozimi prodajamo paradižnikov, ker so nam za nič, verjamem, da ne morajo biti dobri, in nikoli ne važamo dlje kot iz Avstrije oziroma iz Italije. A kljub velikemu zanimanju za zdravo prehrano se še vedno marsikomu zastavlja vprašanje: je možno živeti od ekološkega kmetovanja? Je to lahko služba prihodnosti? Mi imamo že vse sadike, ki načrtujemo že v decembru, že naprej prodane. Točno določeno kupcev že. Med dva žena, kom izfargava, to skozi, ko prihajajo. V ekokmetijstvu vidim bodočnost. Nikakršen drugem. Edini eko pa je in trg je zagotovljen. Seveda brez pokušine ekološko pridelane hrane obisk ne bi bil popoln. Neposredna izkušnja pove več kot gora besed. Ob predstavitvi prednosti ekološko pridelane hrane ter pomena tako za naše zdravje kot za zdravje okolja, pa smo za zaključek slišali še preprost, a pomemben nasvet. Bistvo vsega je, kdorkoli gre karkoli kupovati, naj kupi toliko, kot rabi. Naj ne kupi na rezervo, kupi naj kvalitetno, zdravo in manj.